Prvi del tega projekta je zajemal izdelavo in testiranje dvorotorskega letala, ki je za upravljanje uporabljalo tridimenzionalno natisnjene glave helikopterskih rotorjev. Te glave rotorjev so bile po zasnovi preproste, saj je bil vsak lopatic prosto zgiban na pestu, z nekaj natančnimi gibi motorja. Uspele so zagotoviti dovolj nadzora, da je letalo ostalo v zraku. Vendar pa prvič ni poletelo zaradi nekaterih vibracij v ogrodju. Vendar so to popravili z močnejšo nosilno letvijo krila in na novo zasnovanimi nosilci motorja. Nato sem kupil te nekoliko večje lopatice, ki so nekoliko daljše in popolnoma brez blagovne znamke, v upanju, da bodo zagotovile več potiska. Ker ko bomo temu dodali še trup, bo stvar precej težja. Toda to je povzročilo, da so se vibracije vrnile in mislim, da je vzrok teh vibracij bolj resen, kot sem sprva mislil. Iz tega počasnega posnetka se zdi, da majhne vibracije, ki jih povzročajo nihajoče lopatice, povzročijo rahlo upogibanje okvirja, kar se nato prenese nazaj v glavo rotorja in povzroči nenadzorovana, nezaželena gibanja naklona lopatic. Ti ekstremni koti lopatic nato povzročijo nezaželeno obremenitev motorja, kar še dodatno okrepi vibracije do te mere, da celotna glava rotorja hitro izgubi vzgon. Imejte v mislih, da te vibracije upogibajo to 20 mm cev iz ogljikovih vlaken, kot da bi bila surova špageta, pa so te cevi zelo močne. Lahko bi se vrnil k starim lopaticam, ampak če že tako majhna sprememba na lopaticah povzroči tako drastično spremembo v zmogljivosti, si nočem niti predstavljati, kaj bi se zgodilo, ko bom na to stvar namestil še trup. Zaradi tega sem začel načrtovati pravo glavo rotorja helikopterja s ploščo za nagibanje in povezavami. Medtem ko sem to razvijal, sem prejel e-pošto od prvotnega oblikovalca tega sistema rotorja s prostimi tečaji. Če še niste videli mojega starejšega videa o helikopterju brez plošče za nagibanje, prvotno idejo je izumil tip po imenu Jimmy kot del raziskovalnega projekta na Univerzi v Pensilvaniji. Njegov krmilnik motorja pa je razvil njegov prijatelj Matt. Matt je od takrat ta krmilnik motorja še dodatno razvil kot del svojega podjetja Vertik. In dejansko je zasnoval svoj lasten sistem rotorja s prostim tečajem, ki uporablja en osrednji tečaj namesto enega tečaja na vsako lopatico. Jasna prednost tega je očitno v tem, da je preprosteje, saj je v glavi rotorja manj tečajev. Še pomembneje pa je za moj specifičen primer uporabe to, da so vse lopatice med seboj povezane. Naj vam pokažem, zakaj je to pomembno. Predstavljajte si, da je to glava rotorja in vse tri lopatice so enakomerno razporejene na 120 stopinj. Težišče bi moralo biti v središču glave rotorja, kar pomeni, da je popolnoma uravnoteženo. In ko motor želi ustvariti krmilni učinek, bodi si pospeši ali upočasni, da povzročijo, da lopatice prehitevajo ali zaostajajo. V idealnem svetu bi morala glava rotorja ostati uravnotežena, saj bi se vse lopatice zamahnile za enako količino. Če pa pride do rahle razlike v trenju tečaja ali ena lopatica doživi večji upor kot druga, lahko prehitevata ali zaostajata v različnih količinah, kar bo premaknilo težišče stran od osi vrtenja, povzročilo neravnovesje in s tem vibracije. Tako da, če bodo vse te lopatice pritrjene skupaj, bom upajmo odpravil vibracije, ki jih imam. In Matt mi je tudi povedal, da je uspešno preizkusil različico tega rotorja s 3 lopaticami in enim osrednjim tečajem. Torej, s temi informacijami moram narediti svojega. Ta rotor ima osrednji tečaj pod kotom 45 stopinj, kar pomeni, da ko motor pospešuje ali zavira, se lopatica v liniji s tečajem spremeni v napadnem kotu, medtem ko se drugi dve lopatici dejansko premakneta gor ali dol. To izgleda nekoliko nenavadno med vrtenjem, saj ena lopatica ohranja isto ravninsko rotacijo, medtem ko se zdi, da drugi dve sledita drugačni ravninski rotaciji. Ko smo bili na letalu, je bilo jasno, da so prejšnje vibracije izginile, kar je bilo zelo obetavno. Vendar se zdi, da nima veliko nadzora, zato je letalo lahko le kratek čas lebdelelo, preden se je nagnilo naprej in strmoglavilo. Potem vam je Matt pokazal še eno glavo rotorja, na kateri je delal, ki ima enako osrednjo 44-stopinsko zagozdo ter še eno vodoravno zagozdo. Kar pomeni, da se lahko glava rotorja nagne v katerokoli smer, skoraj kot univerzalni zglob. Toda zaradi 44-stopinske zagozde jo je še vedno mogoče nadzorovati s hitrostjo motorja za usmerjanje potiska lopatic. Zelo zanimivo se mi je zdelo, da lahko z dodajanjem nekaj zagozd na glavo rotorja dosežemo ta učinek usmerjanja potiska samo z nastavitvijo hitrosti motorja. Tako da seveda moram narediti svojega. To je zelo podobno prejšnji zasnovi, vendar ima dodaten vodoravni tečaj skozi sredino. In kar je zanimivo, je to, da ta smer vrtenja deluje dobro zaradi vodoravne zagozde, vendar pa zaradi 45-stopinskega tečaja, da se lahko vrti levo in desno, se morajo rezila sukati v stran. In prav to gibanje v obratni smeri bo uporabljeno za nadzor usmerjanja potiska. Ko je nameščen na motor, so za odklon rotorja potrebni le kratki impulzi motorja, kar je res zanimivo za opazovati. Prav tako sem zaradi zmanjšanih vibracij te glave rotorja odstranil okoren nosilec motorja in se vrnil na 14 mm nosilec krila, da bi prihranil na teži.
Ampak, kako se obnese v zraku? Ni najbolje. Po veliko nastavljanja in prilagajanja žiroskopske stabilizacije ni bilo veliko bolje. Potem pa sem pomislil, kaj če izklopim žiroskopsko stabilizacijo? Moja teorija je bila, da bi žiroskopska stabilnost rotorja ostala v položaju, medtem ko bi se letalo vrtela. Ali torej to nasprotuje elektronski žiroskopski stabilizaciji? Dejstvo, da ta stvar leti brez stabilizacije po nagibni osi, je res zanimivo in nekaj, za kar si nisem nikoli mislil, da bi bilo mogoče. Edina težava je, da je popolnoma odvisen od položaja rotorjevih lopatic, da ostane stabilen. Če sunek vetra povzroči, da se lopatice prilagodijo v svoj kot, bo celotno letalo sledilo. Na koncu se moram odločiti, ali bomo izdelali nenavadno testno vozilo z dvema rotorjema, ali pa poskušamo narediti pomanjšan model V22 Ospreja. In iz naslova tega videa mislim, da poznate odgovor. Res sem si želel obdržati ta sistem rotorja s prostim tečajem, vendar v resnici ni izvedljiv za to uporabo. Končna glava rotorja je bila najbližje uspehu. Ker pa gre v bistvu za zasnovo z usmerjanjem potiska, je to mogoče doseči z servokrmiljenim nagibom motorja, pri čemer ima servokrmiljen nagib motorja prednost, da ga je mogoče med letom naprej zakleniti v položaj. Prepričan sem, da bi lahko še nekaj tednov ali mesecev poskušal nastaviti to glavo rotorja, da bi delovala tako dobro, kot je to uspelo Matu iz Vertika s svojo. Ampak imam tudi občutek, da bi s tem le sledil zmoti potopljenih stroškov. Zato sem odstranil glave rotorjev s tečaji in uporabil preprosto servokrmiljen nagib motorja, ker se bodo ti nagibali le približno 20 stopinj v katerokoli smer. Uporabim lahko majhen servo z razmerjem zobnikov 3:1, nato pa bo na sredini ogrodja sčasoma velik servo, ki bo vrtel celoten nosilec krila. Tako da to ni le precej enostavnejše elektronsko, ampak je tudi lažje, saj potrebuje le te majhne servomotorje za ves nadzor pri lebdenju, s čimer odstranim tako debelejši nosilec krila, kot tudi enega izmed velikih nagibnih servomotorjev. In ko letalo preide v vodoravni let, bodo ti majhni servomotorji držali motorje v fiksnem položaju. V bistvu bodo delovali kot običajni letalski propelerji. Mislim, da je verjetno čas, da se premaknemo na del projekta posvečen trupu, o katerem sem dal majhen namig v zadnjem videu. Načrt je, da trup natisnemo s tridimenzionalnim tiskom z uporabo materiala imenovanega lahki PLA in nekaterih edinstvenih oblikovalskih metod za prihranek teže. Ta lahki material se napihne, ko je natisnen s tridimenzionalnim tiskom in tehta 40% toliko kot običajen tridimenzionalni tisk. Toda težava pri tem materialu je, da raztezanje, ki ga povzroči postopek penjenja, pusti za seboj nekaj ostankov, če se tiskalna šoba oddalji od dela. Da bi to preprečili, mora biti model zasnovan tako, da lahko tiskalnik izdela del brez dvigovanja šobe. To sem na kratko omenil v svojem prejšnjem VTOL projektu in ustvaril sem kratek vodič na svojem drugem kanalu. Ampak to je bilo samo za preprosto obliko krila. Kako pa bo to delovalo pri nečem bolj zapletenem, kot je ta trup? Najprej sem začel z ustvarjanjem več skic v CAD-u, da bi sledil profilu pravega Ospreja, kar je vzelo kar nekaj časa, da sem to pravilno naredil. Ko pa jih združimo skupaj, na koncu izgleda nekoliko podobno pravemu Ospreju. Nato sem ustvaril še en trup, ki je nekoliko manjši, kar bo kmalu pomembno. Iz tega lahko začnem rezati ojačitvena rebra, ki bodo pomagala trupu ohraniti svojo obliko. Trenutno bi to simuliralo običajno polnilo pri tridimenzionalnem tisku, ki zapolni celoten del, vendar je za to uporabo potrebno le okoli zunanje površine. Tako lahko uporabim manjši trup, da izrežemo vsa notranja rebra in nam ostane ogrodje. Zadnji korak je odstraniti ta rebra iz modela trdnega trupa, saj bo to prevaralo tiskalnik, da bo natisnil del brez dvigovanja šobe. Če bi trup modelirali kot lupino in dodali trdna rebra v notranjost, bi moral tiskalnik vsakič, ko ustvari novo rebro, dvigniti šobo. Če pa je trup trden model in rebra izrežemo iz njega, bo tiskalnik narisal vsako plast brez dvigovanja šobe, kar bo ustvarilo čist in lahek del. To je tudi nova različica lahkega PLA podjetja ColorFab, ki lahko prenese višje temperature. Ker so se mi že prej tridimenzionalno natisnjena krila stopila na soncu, je to na srečo popolna barva za Ospreja. Morda boste opazili, da je v notranjosti trupa kombinacija velikih in majhnih reber.
In to zato, ker sem naredil veliko testnih izpisov, da bi ugotovil, kako lahko te dele ohranim čim lažje, hkrati pa ohranim močno zunanjo lupino. Tukaj je nekaj prototipov, ki sem jih natisnil med oblikovanjem te stvari. Kot je ta, ki ima visoko gostoto zelo majhnih reber, ki dobro držijo površino, a je tudi precej upogljiv in prožen. Potem je tukaj ta, ki ima manjšo gostoto večjih reber, ki je precej močnejša. Toda rebra ne podpirajo površine tako dobro, zato se med rebri upogiba. Tako je to končna zasnova, kjer gre za kombinacijo obeh. Torej je visoka gostota tankih reber, da ohranjajo trdnost površine, nato pa nizka gostota večjih reber, ki ustvarjajo splošno trdnost strupa. Tako imam po približno 4 dneh tiskanja zdaj vse dele pripravljene za lepljenje, pri čemer sem uporabil navadno CA lepilo, ki ga včasih imenujejo tudi super lepilo. Kar je bilo nekoliko nadležno, saj se zelo hitro suši. Trup je zasnovan tako, da je zlepljen iz 3 delov. Nos, srednji del in rep, ki bodo na koncu skupaj držali magneti. Nato moram odstraniti nosilec krila in motorja iz okvirja, da jih namestim v trup, kar naredim tako, da ogljikove sani vstavim v te vodila, ki so natisnjena v zasnovi. Ko je vse nameščeno, moram izrezati odprtino v natisnjenem delu, kjer bo nameščeno krilo. Ker te luknje ni bilo mogoče vključiti v model, ker je potrebno ta del natisniti v načinu vaze. Zdaj lahko žice ponovno priključim in nosilec krila ter motorje ponovno namestim na okvir, z dostopom spredaj in zadaj za zategovanje potrebnih vijakov. Nato sem lahko zadnji del potisnil na sani, da preverim, kako se prilega, ter pritrdil še nos. In resnično začne vse skupaj izgledati bolj kot model v polnem merilu. Vse, kar še potrebuje, je nekaj magnetov, da držijo dele na mestu. Nato sem natisnil še vodoravni stabilizator in višinsko krmilo z enakimi lahkimi materiali in oblikovalskimi metodami. Da bi ustvaril tečaj za višinsko krmilo, odločil sem se, da izrežem majhne trakove gumijaste plošče, ki jih lahko prilepim v to naprej natisnjeno režo. Bil sem v skušnjavi, da bi tridimenzionalno natisnil pravi tečaj za krmilno površino, vendar je ta gumijasti tečaj veliko lažje izdelati in je še vedno močan, a hkrati prožen. Nato lahko servo za višino prilepim na spodnjo stran, ki bo po namestitvi skrita v trupu. Toda najprej je treba smerna krmila prilepiti na konce vodoravnega stabilizatorja. In kot verjetno ugibate, so bile tudi te tridimenzionalno natisnjene, celoten repni sklop pa lahko zdaj prilepim na trup. Zdaj je čas, da prekrijem nosilce motorjev z maketnimi motornimi gondolami. Te stvari so ogromne, prav tudi pri pravem letalu, kar je super za skrivanje vseh neurejenih kablov. Pritrjene so s temi prilepljenimi nosilci, pa tudi z nekaj magneti, ki držijo obe polovici skupaj. Tako ostaneta zunaj le zgornji del motorja in propeler. Poleg tega, ker se motor pri lebdenju vrti neodvisno od motorne gondole, usmerjanje potiska ne bo nagibalo gondol naprej in nazaj, kar naj bi ohranilo maketni videz letala. Torej, preden zgradim krilo, je verjetno pravi čas, da preverim, ali bo ta stvar z dodanim trupom še vedno lebdela. Propelerji so na začetku nekoliko vibrirali, ker so bile lopatice rahlo prepognjene zaradi transporta, a so se kmalu zaravnale in letalo se je zlahka dvignilo s tal. Iskreno povedano, presenečen sem, kako dobro ta stvar leti. Pravzaprav je bolj stabilen s pritrjenim trupom, kar je verjetno zato, ker dodatna teža in vztrajnost ublažita gibanje. Nisem še ničesar nastavljal, odkar sem dodal trup, tako da bi lahko bilo še malo bolje, ampak je vsekakor dober začetek. In tudi vesel sem, da sem opustil starejše rotorje, saj je ta sistem veliko enostavnejši. In ko lebdi, je skoraj nemogoče opaziti, da se rotorji nagibajo, zaradi nepremičnih motornih gondol. Preden zgradimo krilo, potrebujemo način za nagibanje motorjev za prehod, saj so trenutno pritrjeni v navpičnem položaju. Zato sem odstranil fiksni nosilec krilne letve in ga zamenjal s tridimenzionalno natisnjenim nosilcem, ki bo držal nagibni mehanizem. Odločil sem se uporabiti servo upravljan zobniški sistem za ta nagib, saj je potrebna velika sila, da se oba motorja nagibata hkrati. Torej, ti stožčasti zobniki dajo servo razmerje 3:1, kjer se servo zavrti za 270 stopinj, da nagne krilno letev iz vodoravnega v navpični položaj. Servo, ki sem ga uporabil, je poceni model, ki sem ga našel na Amazonu in je namenjen za radijsko vodene avtomobile. Po specifikacijah pa lahko dvigne 20 kg pri 1 cm radija. Torej, približno 2 Nm navora, vendar se s prestavnim razmerjem to potroji na približno 6 Nm. Za aeroprofil sem izbral Naka 6412, ker je njegov profil dovolj velik, da vanj spravim nosilec krila. In sposoben je ustvariti visok koeficient vzgona, preden pride do odlepitve toka, saj je to letalo kar precej težko, zato potrebujemo čim več vzgona.
Ko je enkrat tridimenzionalno natisnjeno, lahko namestim servo za krilce v notranjost in zlepim vse dele krila skupaj, pri čemer svojih lepilnih veščin še vedno nisem izboljšal, ampak upam, da bom kasneje kaj odvečne lepila odstranil. Da pritrdim krilo na trup, nisem želel uporabiti lepila, saj bom morda moral dostopati do nagibnega mehanizma in druge elektronike. Zato sem naredil ta sredinski del, ki preprosto leži na vrhu trupa. Ko na to potisnem krila dela na nosilec, to drži sredinski del na mestu. Kot krila pa je podprt z vrhom trupa, ki pritiska nanj. Nato sem ponovno namestil motorne gondole in preveril, ali mehanizem za nagibanje še vedno deluje. Na koncu lahko dodamo še krivca, ki delujejo enako kot višinski stabilizator, saj kot tečaj uporabljajo gumijaste trakove. Zdaj je čas, da vidimo, ali še vedno lebdi. Za lebdenje s pritrjenim krilom je zagotovo potrebnega veliko več plina, saj velik del zračnega toka iz propelerjev blokira krilo. In zato so krilca v svojem največjem spodnjem položaju, da zmanjšajo vodoravno površino krila. In še en majhen nasvet. Trupa letala ne sestavljate skupaj z magneti. Na srečo sem mislil, da bi to lahko bil problem, zato sem natisnil te sponke, da sem dele pritrdil skupaj. Torej, s težo malo več kot 2,2 kg, z 1 metrom razpona kril in več režami med paneli kot Tesla, je ta stvar pripravljena na testni let. Prav, danes je torej dan, ko bomo videli, ali bo ta stvar poletela ali strmoglavila. Ni nam ostalo drugega, kot da poletimo s to stvarjo. Zelo hitro bom zletel in prešel v naprej, na pol naprej. Letel zelo hitro, samo da dobimo nekaj zraka pod krila. V redu. To sploh ni slabo. Križari pri precej nižji moči kot takrat, ko je lebdel. Nisem hotel predolgo lebdeti, ker baterija ne zdrži prav dolgo. V redu, to je dejansko. To leti pri precej nižji moči kot pri lebdenju, kar je super. Prihajam na še en prelet. To izgleda neverjetno. Je tako gladko. Narediš še en obrat in potem bomo pristali. Wow, ne morem verjeti, da to leti. Zdaj bom spustil zakrilca do konca in nato popoln prehodni način, tako da je zdaj v lebdečem načinu. V redu, ne, to ni dobro, v redu, prav? Torej, v bistvu, kar se je zgodilo je, da ko preklopim nazaj v lebdeči način, ker se motorji precej premaknejo nazaj, postane nenadoma izjemno težek na repu. Ko je tako? Poglej, kako daleč so motorji naprej. Pravzaprav počakaj, polovični prehodni način, torej so motorji tam. Potem, ko ga preklopim v lebdeči način, postane nenadoma veliko bolj težek na repu, ker se težišče precej premakne nazaj. Prav, zamenjal sem baterijo, pripravljen na drugi testni let. Poskusimo zdaj poleteti malo naprej. Prehod na polovični let naprej. Zakrilca dvignjena do polovice. Pridobi veliko višine. Zdaj bom prešel... V redu, to mu ni všeč. V redu, to je verjetno zelo težko videti na GoPro. Ampak sem bil na polnem plinu in sploh ni vzpenjala. V redu, res smo visoko. Pripravi se na prehod. V 3, 2, 1. Leci. Ne, to mu ni všeč. Ja, to mu sploh ni všeč. Prav, pripeljimo ga na pristanek. Poskusimo, da spet ne bo pretežak na repu. Poskusil ga bom dovolj upočasniti tako, zakrilca povsem dol in potem v zadnjem trenutku ne. V redu, ja, to je...
Tisti prehod nazaj v lebdenje je res grozen in nisem prepričan, kako naj to rešim. Preprosto se takoj nagne navzgor, ko se težišče premakne nazaj. Opravil sem še nekaj testnih letov, ker sem imel nekaj rezervnih baterij, vendar se je zdelo, da dobro leti le v polovičnem prehodnem načinu. Mislim, da je to zato, ker ima pod krilom dovolj hitrosti, da zmanjša obremenitev motorjev. Kljub temu pa uporaba motorjev za ustvarjanje vzgona omogoča let pri obvladljivi hitrosti. Premik težišča zaradi nagibanja motorjev je še vedno velika težava tako pri prehodu nazaj v lebdenje, kot tudi pri letu naprej. Ko so motorji v vodoravnem položaju, je letalo izjemno pretežko spredaj. Preprosta rešitev za to bi bila dodati protiutež na motorne kapsule, da bi uravnotežili težo motorjev, vendar je ta stvar že tako ali tako dovolj težka. Zato mislim, da bo boljša rešitev zasnovati sistem za premikanje teže, ki bo premikal baterijo naprej in nazaj, odvisno od položaja motorjev. Rad bi dodal tudi še nekaj bolj realističnih podrobnosti v dizajn, kot so okna in morda podvozje. Zaenkrat pa mislim, da bom to obdržal kot model za svojo delavnico in užival v letenju s svojim prej zgrajenim visokozmogljivim vitolom.